Vreme nam je šlo na roko in zdržalo, da še ne dežuje, da lahko takole otvorimo tole cesto, obvoznico, del obvoznice, ki smo ga tako dolgo čakali. Ja, ceste so zagotovo tema, ki združuje, ceste so tiste, ki povezujejo in vsakič, ko je otvoritev kakšne nove ceste, kakšne novega odseka, verjamem, da ste vsi udeleženci v prometu in predvsem vsi občani zadovoljni, da promet lažje steče. No, in v primeru tega odseka bo promet zagotovo lažje stekel, saj bo predvsem tranzitni promet potekal malce drugje kot čez center Mengša. In verjamem, da bo za vse prebivalce Mengša to ena lepa pridobitev. Lep pozdrav torej tudi vsem danes prisotnim in pa tudi županu Mengša, gospod Franc Jerič in pa gospod predsednik vlade Marjan Šarec, lepo pozdravljeni. Najprej pa bi prosila, seveda za uvodnih par besed župana Mengša, gospoda Franca Jeriča, ki je zagotovo še najbolj zadovoljen pri tej novi pridobitvi. Izvolite. Spoštovani predsednik, gospod Marjan Šarec, spoštovani gostje, visoki predstavniki in pa seveda v prvi vrsti občanke in pa občani občine Mengeš. Tisti, ki ste dolga leta čakali na ta trenutek, ki se ravno sedaj odvija tukaj. Tudi sam osebno kot župan od leta 2006 sem se prizadeval za to nujno potrebno obvoznico, ki je bremenila Mengeš zaradi prevelikega in vse večjega tovornega prometa. Tudi občanke in občani so svojimi željami izrazili zadovoljstva in pa protesta izrazili tudi to željo. Pa vendar postopki, ki so se odvijali, so bili dolgotrajni, zapleteni, včasih celo nerazumevajoči za nas ali za ljudi, ki vsakodnevno ne spremljajo te politike. Pa vendar nek ključni moment se je zgodil za ta drugi del tudi leta 2016 z obiskom vlade Republike v Sloveniji, ko je takratni minister, gospod Gašperšič, dal jasno obljubo, da je ta del obvoznice prioriteta, držal besedo in seveda tudi v nadaljevanju aktiviral vse možne službe in organe, da smo danes tukaj. Seveda v tej verigi je veliko ljudi, ki bodo še našteti, ki so tukaj povabljeni, pa vendar, kaj lahko rečejo ob tem? Ko sem rekel, da si bom napisal govor na papir, nimam te navade, povem tisto, kar mi samo po sebi pride na misel, lahko rečem, končno, pa nikoli prepozno. Tudi to smo dočakali. Vsem uporabnikom tega dela želim srečno in varno vožnjo, vsem občankam in občanom mogoče opravičilo, da je to predolgo trajalo, saj če bi bili sami nosilci tega, mogoče bi bilo to že narejeno v neki prejšnji preteklosti. Ampak takšno so dejstva in obenem, kjer imamo danes tukaj predstavnike, največjega predstavnika, to se pravi predsednika, tudi apel v imenu vseh županov, ki smo se skupaj z gospodom Marjanom hodili tudi v Ljubljano prepričevati in dokazovati, kako je ta projekt upravičen, se pravi povezovalka Žigodnik-Vodice. Mi v tem trenutku razbremenjujemo Mengeš in okolico. Ostali del je pa še tisti, ki je nezgrajen, ki obremenjuje še občine Domžale, Komenda, Vodice in pa seveda tudi na naši desni Trzin. Seveda naša želja je, da se to čim prej zgodi. Tudi sam bom še sodeloval v tej zgodbi s svojo pomočjo, svojim znanjem ali pa svojim poznavanjem teh ljudi, s katerimi smo navezali neke stike. Žal pa je, da v mojem 12 ali 13-letnem županovanju se je zamenjalo nekaj vlad, nekaj ministrov, nekaj sekretarjev in včasih je bilo res imeti občutek, da nekaj počnem znova in znova, pa čeprav je to trajalo že kar nekaj let. To je mogoče delček vse te zgodovine, ampak naj bo danes lep, vesel, pa mogoče še v nadaljevanju tudi malo deževen dan. Danes odpiramo in prav je, da smo zato tudi vsi veseli in zadovoljni. Hvala lepa, obenem pa izkoriščam priliko. Spoštovani predsednik, hvala, da ste vzeli čas in tudi vi s svojim prihodom dajete težo
in pa seveda tudi priznanje našemu trudu in delu. Hvala lepa. Prosim za par besed še današnjega slavnostnega govornika, predsednika vlade, gospod Marjan Šarec, prosim. Spoštovani gospod župan, spoštovani visoki gostje, drage krajanke in krajani. Res je, kar je župan občine Mengeš povedal, pravzaprav kar tragično, koliko let v naši državi čaka človek na tak projekt, ki razbremeni celotno občino. Res je trajalo predolgo in današnji projekt, ki je ta del zaključen, seveda mineva z grenkim priokusom, kajti čaka Komenda, čakajo Vodice, čakajo Domžale. In dokler ne bomo zaključili celotne trase, zagotovo ne bomo imeli takšnega veselja, kot bi si ga želeli. Kajti, kdor je v Sloveniji ali pa kot župan izpeljal katerikoli projekt, da je bil zraven od začetka do konca, ve, kakšne težave ga čakajo na poti in koliko sestankov, koliko razočaran in koliko truda je potrebno, da se potem zgodi takšna otvoritev in potem seveda, ko se to zgodi, napiše kdo, da župani samo režejo trakove tik pred volitvami. Vendar zakaj pred volitvami? Zato, ker toliko let vsaka stvar traja. Vsak župan ali pa minister ali pa predsednik vlade si želi, da se vsak projekt izpelje čim prej. Vendar imamo civilne iniciative, imamo tudi določene lastnike zemljišč, imamo potem presojo vplivov na okolje, kar nas čaka pri Komendi in Vodicah. 2010, če se ne motim, je bila ta presoja narejena, so bila dana soglasja, potem je 2015 to že zapadlo, in danes je treba iti znova. Verjamem pa, da glede na to, da so soglasja že bila dana, da bo tokrat postopek krajši. Potrebno je tudi povedati, da je na ministrstvih včasih preveč prisotna birokratska logika. Kajti sedeti v pisarni ali videti na terenu je popolnoma druga zadeva. Tega ne moremo enačiti in primanjkuje predvsem prakse. To se vidi v vsakdanjem delu in v vsakdanjosti, ki nam včasih rajši ščiti kakšne zaščitene vrste, kot pa da bi omogočila ljudem spodobno življenje. Kajti vse, kar delamo, delamo za ljudi. In današnja otvoritev je razlog za veselje, je razlog, da se spomnimo, koliko truda so dali od sebe vsi tisti, ki so sodelovali pri tem projektu. Jaz še najmanj. Priti danes od doma sem, se malo poveseliti, to ni kakšen poseben napor. Ampak tisti, ki so bili pa tukaj vpleteni v projekt, od začetka pa do danes, pa vedo, kaj so dali skozi, koliko so se trudili in koliko so morali tudi požreti razno raznih obljub, ki potem niso bile izpolnjene. Zato resnično danes je razlog za veselje, že v prihodnosti pa moramo gledati naprej, kot sem rekel, na Domžale, na Komendo in na Vodice. Ovir bo veliko, birokracije bo veliko, ampak prepričan sem, da na koncu lahko tudi uspemo, čeprav nekateri zavirajo v klanec. Spoštovane krajanke, krajani, dragi župani, dragi visoki gostje in vsi, ki ste sodelovali pri tem projektu, iskrena hvala za potrpežljivost, iskrena hvala vsem strokovnjakom za vaše delo in iskrena hvala izvajalcem za dobro opravljeno delo, zato da bo Mengeš lahko zdaj zadihal čisto drugače.
in iskrene čestitke ob tej veliki pridobitvi za Mengeš in okolico in naj nam ne zmanjka volje in poguma tudi za naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Sicer pa bi radi pozdravili še nekaj gostov, ki so tudi zdaj z nami, in sicer predsednik uprave Darsa d.d., dr. Tomaž Vidic. Potem je tukaj tudi direktor Gorenjske gradbene družbe, gospod Stanislav Remec, lepo pozdravljeni. Vodja nadzora DRI, ki je tudi sicer opravljal nadzor, torej gospod Aljoša Andlovec, pozdravljeni. Podpredsednica Državnega zbora, gospa Tina Heferle, dobrodošli. In predsednik odbora za infrastrukturo, okolje in prostor, gospod Edvard Pavlič. Dobrodošli. In seveda lep pozdrav tudi vsem županom sosednjih občin, svetnikom in svetnicam, da ste se odzvali, da ste danes tukaj. Mogoče velja omeniti še prisotne, ki so bili pri projektu, omenili smo že investitorja, to je Dars, in pa DRI d.o.o., to je bil nadzor, Gorenjska gradbena družba kot izvajalec, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, prevzemnik oziroma bodoči upravljalec ceste, potem je še PNZ d.o.o. kot projektant in pa IGMAT d.d. zunanja kontrola kvalitete. To so pa torej vsi tisti sodelujoči, ki so omogočili, da bomo sedaj lahko prerezali končno ta trak in otvorili cesto, ki bo, kot smo rekli, povezovala na tak pravi način, da bo promet lažje in hitreje stekel in da bo nenazadnje tudi občina Mengeš lažje zadihala. Po vabilu prereza pa bi povabila torej predsednika vlade, gospoda Marjana Šarca, župana, gospoda Franca Jeriča, direktorja Gorenjske gradbene družbe, gospoda Stanislava Revica in pa tudi gospoda Janeza Pera, prvega župana občine. Prosim, gospodje, naj se trak prereže, da cesta zadiha. Sam